Dober dan, lepo pozdravljeni. Jaz bi želela pred sejo odbora za delo podati izjavo, da sem vesela in ponosna na to, da je naš minister iz Nove Slovenije Janez Cigler Kralj vendarle prišel nasproti ljudem, da bo kot prvo seveda izenačil in uredil tudi kmečke pokojnine, ki so bile zaradi ožjega obsega pravic nekoliko spregledane v vseh teh letih, 30 letih. Ta namen je predvsem, da bojo tisti ljudje, ki so trenutno bili iz objema ožjega obsega pravic, plačevali so pa enako kot tisti, ki so v bejšem sistemu imeli priznano širši obseg pravic, imeli nižje pokojnine. Zdaj se bo to za isti znesek vplačevanja to izenačilo, kar pomeni, da bojo te v Sloveniji to nekako 100 kmetov imeli možnost tudi do dodatka, možnost do dodatka za postrežbo in oskrbo, tudi do in seveda tudi nekoliko višjo pokojnino. Teh je, kot sem rekla, nekako 100 v Sloveniji. Vesela sem predvsem zato, ker se to, da res odpravljajo krivice, ki so bile storjene v bivšem sistemu, ki niso nekako priznavale vseh pravic enako tudi kmetom. In drugo, kar me veseli, je to, da po 8 letih vendarle lahko govorimo, da je naš minister Janez Cigler Kralj to uredil, so pa dokup pokojninske dobe pred 31.12.2012, kar pomeni, da bojo te všteti v pokojninsko dobo, kar pomeni tudi na neki ravni po 1.1.2021 bojo imeli nekako cirka približno 5% višjo pokojnino, teh pa je v Sloveniji trenutno približno nekako 4.000 in bojo imeli seveda na ta račun tudi višjo pokojnino, kar pomeni pri pokojnini 600 evrov je ta sprememba višine nekako 30 evrov mesečno. Mislim, da je minister Janez Cigler Kralj iz Nove Slovenije dokazal, da mu je mar za ljudi in na to sem res ponosna in upam in pričakujem in verjamem, da bomo s takimi koraki šli tudi v prihodnjih mesecih. Hvala lepa.